agenda se nadaljuje, Trump je v bistvu kabalist, a ne, Q je prevara, narcizem je pravzaprav neka zarota, izmišljena, LGBT pa je naša prihodnost in kot kaže, gremo kamor si agenda satanizma želi. Zdaj celo na vrsto prihaja hemoragična vročica, pa zika in dega, mrzlica, denga, mrzlica, vse to prihaja na prvi ter in v bistvu propad človeštva je neizogiben. Tako da jaz mislim, da je čas, da pogruntate, kaj bi naredili, če bi imeli še en teden življenja, kaj bi počeli, tako da se lahko kar poletite, ker prav dolgo več obstajali ne bomo. Skratka, nekje konec je pred nami, ne? A ja, pa še to, LGBT vodi naprej, ne, vsi drugačni, vsi enakopravni, pravi tudi naša predsednica, ki brez neke kazni obeša zastave ukrajinske, pa LGBT-jevske. Jaz ne vem, če bi tle skakal z jugoslovansko zastavo, bi najbrž mene kdo oglobil, to je najmanj. Zdaj, dokler pa predsednica izobeša tisto, kar se ji zdi bolj primerno, je pa ok, a ne. Torej, toliko o enakopravnosti, a ne. Dajmo se razumeti, da bi lahko bila enakopravna pa strpna, ne, tudi do nas teoretikov zarote, ki smo začeli nekaj razlagati, da nekaj ni v redu, pa do anticepilcev, ki nismo se sklapali z njihovo agendo, tle pa se njihovo potrpljenje pa konča. Zdaj, mi moramo biti potrpežljivi do te skupine občutljivih ljudi, sicer si takoj zablokirana, ne, tako da nič nisem slabega rekel čez Pedre, mislim sploh pa tisti, ki to delate zaradi sebe, ne hodite na parado ponosa in to pač imate zase, ker to spada v kategorijo intime, a ne pa javnega blesarjenja. Po drugi strani pa dajmo se razumeti, da v bistvu tudi mi teoretiki zarote bi lahko imeli malo kakšno pravico, a ne? Ne, nas je treba pa cenzurirati, pa blokirati, pa jaz ne vem kaj, ker mi pa nismo občutljivi, ne? Mi imamo občutke, ampak nismo občutljivi, ti, ki pa nimajo občutkov, so pa najbolj zaščiteni. Družba, vse to, kar sem kar povedal, absolutno ne drži, to je sarkazem, a ne, absolutno kontra sem povedal, kar je res. Sem pa to povedal na tak način samo zaradi tega, ker je ful več ogledov, če sem negativen. Tako da bom jaz bolj negativen v sarkazmu, a ne. Ful več, mislim res, če rečeš najhujše šele prihaja, dobiš 5000 ogledov, če pa rečeš vse bo v redu, jih je pa samo 800. Ne? Torej, pojmo na negativo je tisto, kar se ljudem ful dopade, pa dobro, sej mogoče je razumljivo, sej smo se v to negativo rodili in čim smo slišali kaj pozitivnega, ni bilo zanimivo, poglejmo nazaj, vsa poročila in vse novice, ki smo jih spremljali, če je bila stvar šokantno, tam smo prebrali, če je pisalo, zelo dobro mu je uspelo, to pa nas že dosti ni zanimalo, razen če so bili res neki dobri, uspešni podjetniki. Ja, Schumannova resonanca preplavlja informacijsko, zdaj ta splet. Kaj to je, so to božje frekvence ali je to končno naravno, pa je umaknjena tista, bom rekel, negativa, ki je tiščala mogoče celo umetno nas v prisilno spanje, ali je to stvar 5G-ja, tudi to sem ujel. Skratka, informacij je en kup, bolj bistveno pa je, kaj mi občutimo, ne kaj preberemo, kaj mislimo, bolj je fajn, če občutimo stvari. In pred nami je solstici, a ne? Poletni obrat, torej jutri, popoldne, mislim, da nekaj pred 5 se bo zgodil ta klik in v tem času so vedno naši predniki praznovali pač najdaljši dan in to je seveda današnji, je najdaljši in ga moramo tudi na tak način izkoristiti in doživeti. Zaželeno je, da ga preživljamo v naravi s svojimi lastnimi občutki, predani sami sebi in v sebi poiščemo stvari. Seveda tisti, ki imamo s čem, marsikdo na tem svetu žal nima več s čem,
izkoriščati oziroma doživljati tega sveta. Mi smo rekli, ljubezen premaga vse, za tiste, ki ljubezen v sebi imamo, oziroma imamo organe oziroma neke predispozicije, s katerimi se da ljubezen izžarevati. Mnogo ljudi, katerim zdaj postaja vroče, pa žal več nima te povezave z dušo in srcem, kamoli s kozmosom, da bi se lahko predajali lepotam. Zaradi tega se ti ljudje popajo na negativo, ker želijo imeti, hočejo imeti reakcijo, kakršnokoli, ampak tudi negativna jim je v redu, dočim prebujeni, delno prebujeni ali pa prebujajoči se, pa nekako ne govtamo več negative, a ne? In to je prav. V ta namen sem jaz naredil preko 300 video vsebin na YouTubevem kanalu, kjer je pozitive ful. Tlele pa sem rekel, bom dal pa negativen barem začetek, da barem koga privabim v malenkost pozornosti. Da hvala Bogu, satanizem je prežel človeštvo in nekdo je satanizmu stopil na prste, dolgoletni plan je to dobro zračunana operacija uničenja satanizma, iluminatov, kabale, kazarske mafije, kakor hočete lahko rečete, skratka vsega negativnega. Če se to ne bi zgodilo zdaj, bi bili mi pač zadnja generacija, ki bi tlačila ta planet. To so besede, mislim, da Assangea ali JFK-ja. Nekako Trumpu se želi napisati vse možne obtožbe za naprej in za nazaj, pa mu ne morejo nič najti, ne? S tem, da nekako to odkriva tudi drugo stran najbolj koruptivnega predsednika, trenutnega Joe Bidena. Mislim, saj ni predsednik, to je sam igrca. Film, ki ga gledamo, o kraji, bom rekel, vseh človekovih pravic, vseh trenutnih predsednikov svetovnih, oziroma vseh vlad na svetu, vsi so poteptali človekove pravice, vsi so šli čez tisto, kaj jim je bilo podano v nekih, bom rekel, okvirih vladanja ali pa predaje oblasti, kar smo pač dali. Smo rekli, da imajo oblast nekdo drug, ne pa mi, ker smo se zaje, a ne. Ampak dobro, bomo vzeli te stvari nazaj, vsak pri sebi mora najprej stopiti v svoj steber moči in reči, ne dovolim več manipulacije okolice, ne dovolim več dreniranja energije pod prisilo, lahko pa dajemo neizmerno in neskončno tisto, kar je v nas in preko nas, torej ljubezen in pozitivizem. A bo človek optimist ali pesimist, je stvar izbere, niste se rodili s to odločitvijo, ali boste šli z ljudmi naprej v svetlobo, ali boste nadaljevali svojo pot s svojimi temačnimi, je spet vaša izbira. Če je vaša okolica pač negativna, je stvar v tem, da morate odrezati vezi in reči, čau, jaz se vaše igre več ne grem. Vsem je vse odpuščeno in zaželjeno je, da bi se kdo spreobrnil, ker novi svet ne bo dovolil laži, ker za nas prebujene, naj vam dam eno tako informacijo ali pa info je, a ne? Prebujeni že prepoznavamo laži, prebujeni prepoznavamo igro, ne da se nam več nič skriti. Morda še ta informacija, mislite, da mogoče imate občutek, da vemo manj, ampak vam garantiramo, da vemo več, kot si upate misliti, da vemo, kar pa seveda ogroža igro. In jasno je že ali po zapisih ali pa v živo, da vam postaja jasno, da vemo nekaj, kar ne bi smeli vedeti, moči za uničenje nas pa več ni. Zavaravanje medijsko še poteka, tudi medicina zraven prste tišči in politika, vsi, kdor pač more, vendar verjemite, da v ozadju se dogajajo stvari po načrtih ekipe Q, ki ni nobena izmišljotinka in ni prevara. Narcizem smo prepoznali in je še kako živ in to je glavni virus, ki ga moramo eliminirati. Nahaja se ta virus v ljudeh, uničimo ga lahko ljudje. Torej, kontra narcistični, torej tisti, ki smo se bojevali
na tak ali drugačen način sami s temi pošastmi, ki žal po mnogo raziskovanjih ugotavljamo, je le redko kdo sposoben se dejansko spreobrniti. Do zdaj mogoče bo Schumannova resonanca ali pa neizhodna situacija ipak ponudila opcijo spreobrnenja. Še enkrat, vsem je vse odpuščeno, že nivo višje, vendar nikakor ne dovolimo več, ne mi, ne višji nivoji, da se igra nadaljuje. Želim vam, da prečudovito izkoristite današnji dan, ki je najbolj s soncem obsijan, največ ur bo sonca v letu, celo oblačnosti pa dežja nam ne obljubljajo, vsaj za naš konc ne. Dajte probati razumeti, da preživeti čas v naravi ni nikoli stran vržen čas, preživite ga, kolikor ga morate. Mogoče še ena taka stvar, najtežja stvar, s katero se soočamo ali pa smo se soočali nekateri že v preteklosti, je ločitev uma od čustev. Torej, čustva moramo imeti pod kontrolo, mogoče niti ne ločitev, ampak čustva moramo imeti pod kontrolo in ne dovoliti, da ljudje vplivajo na vaša čustva. Tudi vaše misli lastne ne uničujejo dobrega čustvenega razpoloženja. Na razpolago imamo vsi enak dan, kaj imamo pa v glavi, pa seveda tudi izbira vsak sam. Želim, da se imate prečudovito in izkoristite dan, najdaljši dan leta. Srečno, čaos!